Da bi bili z Bogom, nam ni treba biti vedno v cerkvi. Vsak si lahko v svojem srcu postavi kapelico, kamor se umakne, da se tam ponižno, skromno in v ljubezni pogovarja z Bogom, je zapisano v knjigi Življenje v Božji navzočnosti. V njej so zbrane misli brata Lovrenca od Stajenje, ki je bil v 17. stoletju samostanski kuhar in čevljar. Kot smo poudarili v pretekli oddaji, je ta knjiga zaznamovala življenje Roberta Prevosta, zdajšnjega papeža Leona XIV. Nagovarjala pa naj bi tudi nekrščanske kroge. Kaj pomeni živeti v Božji navzočnosti, kot je priporočal Nicholas Herman z meniškim imenom brat Lovrenc od Stajenja, ki je deloval v redu bosonogih karmeličanov v Parizu. V drugem delu oddaje smo obiskali samostan Sora, v katerem deluje red bosonogih karmeličank. Pogovarjali smo se s karmeličanko sestro Moniko in laikom bratom Marjanom, članom 3. svetnega reda karmeličanov. Božji navzočnosti se v bistvu ne moreš izogniti. Bog je tu. Ne? Zdaj pa, ali se mi tega zavedamo ali ne, je pa popolnoma druga stvar. Mene je, že preden je knjiga išla v slovenščini, brat Lovrenc v bistvu osvobodil. Ne? Osvobodil tega, da sem se neprestano trudil, ne? Kako ostati v tej navzočnosti. Ne? In brat Lovrenc mi je pokazal, da se ni treba truditi, ker to obstaja. Ne? Bog je tu. In zato ni potrebno, kot piše v svoji knjigi, ni potrebno iti v cerkev, ni potrebno iti v nek prostor, kjer ga bomo našli. Ne? Že sama karmelska duhovnost ima te korenine v tišini, v notranjosti. Ne? Torej mi se lahko kadarkoli tekom dneva, kateregakoli dela, ki ga opravljamo, ne, lahko srečamo z njim. Se lahko za trenutek ustavimo in ga poiščemo. Ne. Brat Lovrenc to ne piše, da se umaknemo v kapelico, ki jo naredimo v svoji notranjosti. Ne. To je tako zelo, da rečem, smešno mogoče razumeti, ampak je resničnost. Ne. Človek se umakne v sebe in tam lahko najde Boga. Lahko se z njim pogovoriš kot vsakim človekom. Ne? In pač on odgovarja na jezik, ki ga pač potrebno nekako odkriti. Ne? Ker jezik, katerem govori Bog posamezniku, je unikaten. Ne? Jezik, s katerim govori sestri Moniki ali pa katerim govori vam, jaz ne razumem. Ne? Jaz se razumem jezik, ki ga on govori meni. In tudi izkustvo Božje navzočnosti je na ta način, se razlikuje od človeka do človeka, oziroma človek prepoznava na njemu lasten način to Božje izkustvo. Brat Lovrenc tudi govori na nekem mestu o tem, da ko je skušal opisati drugim, kakšno je to Božje izkustvo, da je postajal raztresen. Zdi se, kakor da je to izjemno težko opisati. Jaz izhajam iz verne družine. Molitev je bila pri nas doma nekaj normalnega. Ne. Molili smo zjutraj, ob obrokih, zvečer, še kdaj vmes. Ob nedeljo, praznikah ne iti k maši, to sploh ni obstala opcija. Ne. Ampak molitev je bila neka zadeva, ki si jo bolj moral opraviti. Ne. Ni bil nek oseben stik. Boga moraš srečati. Če povem svojo izkušnjo, jaz sem ga srečal v križu. Kljub temu, da sem bil veren, ne, mi je v nekem delu življenja Bog obrnil življenje popolnoma na glavo. Ne. In vse ideale, vse, kar sem si predstavljal, mi je popolnoma porušil. Vzel z razlogom, da je lahko začel graditi na novo, da je lahko začel graditi na trdnih temeljih. In takrat sem jaz najdel Boga. Takrat sem se zavedal njegove navzočnosti, čeprav, če bi gledal s človeškimi očmi, mi je bilo vse vzeto, mi je bilo vse porušeno in ni bila, ker rekel, mogoče, da nisem videl nobenega izhoda. Ne? Ampak prav v tem, ker sem bil tako stisnen v kot,
v tem trenutku sem jaz srečal Boga. Sestra Monika, kaj pomeni živeti v Božji navzočnosti oziroma kaj so vaje v Božji navzočnosti, kot jih opisuje brat Lovrenc od Stajenja? Ena vaja, ki jo poznam iz lastne izkušnje, je zavedanje, da je Bog z menoj. Namreč jaz dolgo časa nisem razumela brata Lovrenca. Ko sem pa sama doživela izkustvo, da je biti v Božji navzočnosti to, da se zavedam, da je Bog z menoj, bolj kot sem jaz z njim, je to spremenilo mojo smer. Namreč jaz sem se vedno trudila z vajami, biti v njegovi navzočnosti. Trudila sem se že skoraj do onemoglosti in mi je ta vaja postala sčasoma pretežka. Utrudila sem se v tej vaji. Potem pa mi je enkrat prišla na pomoč milost, da mi je Gospod dal razumeti, da je Božja navzočnost predvsem zavedanje, da je On tukaj, da je On z menoj, da je On zvest. Ne toliko, da sem jaz tu, seveda sem, ne toliko, da jaz moram kaj narediti, ampak predvsem se zavedati in potem z vero se bližati njemu, kakor Lovrenc. Želim reči tole, da je Lovrenc, ki je imel karizmo, dar življenja v Božji navzočnosti, ni odkril te poti sam, ampak je milost Božja mu prišla naproti. A ne? Kaj to pomeni za vas, da je Bog že tu, da je Bog že z vami? To pomeni predvsem, da verujem, da je On tu, da imam izkustvo tega, da je On tu, ampak življenje ni vedno življenje samo iz izkustva, ampak mi kristjani ali pa pravzaprav vsak človek veruje, je potrebno verovati, da je Gospod tu. In vera pa nam daje pogled, da lahko vidimo, zaznavamo tudi preko dneva, da On resnično je tu, da On resnično je z menoj, da On resnično je z vsakim človekom, da On resnično živi v vsaki skupnosti. Brat Lovrenc govori tudi o poti trpljenja, o dolgi poti trpljenja. Zakaj je potrebno nekakšno trpljenje, če že, sestra Monika? Molitev naj bi bila prava in naj bi prinesla sadove, je to, da se jaz v molitvi spreminjam. Če jaz molim in način, s kakršnim molim, če mi to ne daje nekih sadov, če se to ne pozna na meni, potem nekaj ni v redu. In prav to Božja navzočnost, Bog, ki je tu, ki je z menoj, želi vedno bolj postajati tudi navzoč v mojem življenju, navzoč pomeni za druge. In to pa že prinaša križ. To pomeni spreobrnenje, da se spreobrnem, da postajam, da je delček mojega mišljenja njegovo, da je delček mojega čutenja postaja njegovo, da Gospod lahko živi ne samo ob meni, ampak v meni in deluje po meni. Potrebujem neko dolgo pot, mi rečemo v krščanstvu, v katolištvu ali pa tudi v našem redu, očiščevanja. In tudi brat Lovrenc je šel skozi to pot. Življenje v Božji navzočnosti ni tako, kako naj rečem, je lahka pot, pa je hkrati ena najtežjih. Lovrenc je poznal duhovno noč, katero opisuje, se pravi, doktor mistike, naš oče sveti Janez od Križa. 10 let je trpel, 4 leta je trpel z mislijo, da bo pogubljen. In te misli mu nihče ni mogel odvzeti, nihče ga ni mogel potolažiti. Potrebno je spreobrnenje, če želimo, da na nek način tudi mi postajamo navzočnost, eno z Gospodom. In tudi Lovrenc ni samo želel biti z Gospodom, ampak je želel biti on. Želel je, da je Gospod prežame vse njegovo življenje.
da postane alter Kristus, prozoren, prosojen za Gospoda, da postane on sam molitev in dar in kadilo. Zato je potrebna ta pot trpljenja in očiščevanja. Česa se je potrebno očistiti na tej duhovni poti? Poti trpljenja, ja. Brat Marjan. Sebe. Jaz mislim, da je največji problem sem jaz sam sebi. Ne? Kako ste sami sebi največji problem? Ne? To si lahko ljudje predstavljajo na mnoge načine. Ker tudi potem, ko date skozi to pot očiščevanja, ste še vedno sami sabo. Ne? Ja, ampak živiš v resnici. Ne? Ljudje si radi dajemo maske. Ne? Se naven predstavljamo ne to, kar smo. Jaz se spomnim enih duhovnih vaj, ki smo jih imeli v skupnosti, in je pater Vinko rekel, ne, da ti nisi to, kar misliš, da si ti, kot si sam sebe predstavljaš. In ti nisi to, kar ti drugi povejo, da si. Ne? Ti si to, kakor te vidi Bog. In da prideš do tega, kakor te vidi Bog, to je lahko zelo dolga pot. Lahko je pa trenutek, odvisno od njegove volje, odvisno kakšen načrt ima on z menoj. Ne? Ampak v vsakem primeru je potrebno očiščevanje. Ne? Je potrebno si priznati resnico, se priznati, da sem zaznamovan z grehom. Ne? In da je moja notranjost veliko bližja grehu, se veliko lažje odločim za greh, kot pa za dobro. Za dobro se treba boriti, medtem ko greh je narediti zelo lahko. Ne? Ja, ego je zagotovo nekaj, proti čemu se najbolj borimo. Ne? Smo navezani na veliko stvari, ne? In ponavadi zmeri to na neke materialne stvari navezujemo. Pa sem navezan na avto, na hišo, na denar, ne vem kaj. Ne? Ampak v bistvu smo navezani najbolj na samega sebe. Ne? Da mi nekdo pravi, da pa jaz nimam prav, zelo, zelo težko požrem. Ne? Da moram se stopiti iz svojega piedestala, ne, je izjemno, izjemno težko. Sprijeti resnico o sebi, ne, to pomeni plunti ego v obraz. Se stopiti dol in pogledati resnici v oči. Ne. Dokler tega ne naredim, potem bom vedno imel eno bariero, ki me bo držala. Janez od Križa je imel eno zelo odlično prispodobo in je rekel, da ptič, če hoče odleteti, mora biti svoboden. In dokler je zvezan, on ne more leteti. In ni pomembno, kako debela je ta nit, s katero je zvezan. Lahko je debela, lahko je pa čisto tanka, ampak on je še vedno zvezan. Ne? In dokler sem jaz na kakršnikoli način navezan, recimo zdaj na sebe, bom jaz zelo težko odletel k Bogu in se popolnoma predal. Zato, ker bom vedno sebe postavljal na nek način ob Boga. Tako. In sestra Monika omenila Janeza od Križa. Ne? Janez od Križa zelo natančno opisuje in razlaga, zakaj je potrebno to očiščenje. Tudi Tereza Avilska pravi, da če ćemo spoznati Boga, moramo prvo spoznati sebe. Moramo se postaviti v prav odnos do Boga. In dokler jaz mislim, kako sem dober, kako sem fajn, ne morem najti pravega odnosa do Boga. Ne? Bog je, ne vem, kako bi definiral, ne? Bog je vzvišen, ampak je zelo, zelo blizu. Je tu, čeprav je zelo, zelo vzvišen. Ne? V tem našem pogovoru govorimo o mistiki. Mistiko pa si ljudje predstavljamo na mnogo načinov. Kako si je mistiko predstavljal brat Lovrenc od Stajenja in kako si jo predstavljate vi, sestra Monika? To je zelo zanimivo vprašanje, ker imam redovnega očeta in redovno mamo, mistikinjo. Oba sta mistika. Brat Lovrenc je živel mistično življenje. Tudi je imel mistične fenomene, ampak predvsem mislim mistično življenje vsakdana, mistično življenje vere, upanja in ljubezni. Rekli so, da bo 3. tisočletje mistično ali ga ne bo.
ampak ne v smislu, ne bo mistično, da bomo vsi prejemali mistične fenomene, kot so levitacija ali pa zamaknjenje. Ne, ampak da bomo živeli to preprosto mistiko iz krsta, iz vere, upanja in ljubezni. In tudi Lawrence sam je zapisal, pravi, svojo vero moramo prebuditi v življenje. Žalostno je, da izgubljamo čas v malih pobožnih vajah, ki niso trajne, namesto da bi sprejeli vero kot vodilno nit svojega življenja. Ta pot vere je v duhu cerkve in nas vodi do velike popolnosti. Mislim, da je brat Lawrence, kot piše, Bog na dosegu duše, ampak je tudi ta knjiga, ki je izšla, je na dosegu roke za vsakega človeka, ne samo za vsakega kristjana, za vsakega, ki želi živeti, ki išče presežno, ki želi živeti v skupnosti, najprej z Gospodom, ker Gospod je velika družina, v njegovi občestvenosti, ker če bo živel navzočnost z njim, bo zagotovo živel navzočnost z bratom in sestro, kar tudi velikokrat pove brat Lawrence, da iz tega odnosa z Jezusom, z te Božje navzočnosti, je bil usmerjen k bratom, da jim je služil v skupnosti. Kakšna je ta mistika na dosegu roke, brat Marjan? Jaz mislim, da si mistiko predstavljamo v večinoma popolnoma napačno, kot je rekla sestra Monika. Naši duhovni starši so bili mistiki, Janez od Križa, doktor mistike ga celo imenujejo. Ampak jaz mislim, da je mistika prav to sprejemati vsak dan, sprejemati to monotonijo vsakega dneva. In zato ni potrebno biti izobražen, da rečem. Recimo, brat Lawrence ni imel nobene izobrazbe. On je delal večinoma v kuhinji, bil je kuhar. Potem v drugem delu življenja je pa popravljal čevlje. Pa so vsi k njemu hodili. So hodili k njemu, bi rekel, visoko izobraženi, so k njim hodili duhovniki, so navadni ljudje. Jaz mislim, da je stvar odprtosti. Stvar odprtosti za Boga. Tako kot je rekla prej Monika, zelo lepo, da si prozoren za Boga, da si na voljo in da postaneš njegovo orodje. Jaz mislim, da je to, tako jaz razumem mistiko. Seveda, če je Božja volja, pridejo tudi lahko fenomeni, ampak fenomen ni namen. Namen mistike je biti z Bogom na ti. Sedmi dan. Papež Leon XIV je ob knjigi brata Lawrencea Od vstajanja zapisal: Vso krščansko etiko lahko resnično povzamemo v tem nenehnem spominjanju dejstva, da je Bog navzoč. On je tukaj. To spominjanje, ki je več kot le preprost spomin, ker vključuje naša čustva in naklonjenost, presega vsakršen moralizem in vsakršno reduciranje evangelija na zgolj niz pravil, ter nam kaže, da nam, kot nam je obljubil Jezus, izkušnja zaupanja v Boga Očeta resnično že tukaj na zemlji daje 100-kratno. Izročati se Božji navzočnosti pomeni vnaprej okušati raj. Knjigi smo namenili 2 oddaji. V tokratni sta sodelovala karmeličanka sestra Monika in laik brat Marjan, član 3. svetnega reda karmeličanov. V prejšnji oddaji pa sta sodelovala upokojeni nadškof Marjan Turnšek in teolog Jernej Leva. Ponovno ju lahko poslušate na naših spletnih straneh. Pripravil sem ju Aleksander Čobec.